Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni, ljubitelji in poslušalci našega podcasta. V več kot 50 epizodah, kolikor smo jih do sedaj posneli, prvič gostimo mesarja. Z nami je tokrat 25-letni mesar Valentin Majcen iz zaselka Gradišče v Dolah pri Litiji, ki leži na skoraj 700 metrih nadmorske višine. Valentin, živijo, dober dan. Dober dan tudi vam. Valentin je že od malih nog spremljal domače pri delu z mesom in kolinah, zato je v njem kmalu usklila trdna želja, da postane mesar. Pri Majcnovih se ukvarjajo s predelavo in prodajo mesa ter prevozom živali, občasno tudi s cateringom. Majcnovo družino ob Valentinu tvorijo še mama in oče ter mlajši brat Miran. Valentin, mesarski poklic res ni pogost, ampak tebi je pa, kot kaže, pisana koža, lahko rečeš tako. Ja, sigurno, da je. Jaz že od majhnega, ko sem začel hoditi, saj tako so rekli starši, sem šel zraven k kolenom, ko si kakšen meso rihtal, vsem pa je. In me niso stran dobili, in ko je bil cajt, da se moraš odločiti za naprej v šolo, sem jaz rekel, jaz bom mesar tle in fertik, to bom pelal naprej. In nekako je to tratalo zelo dobro, se zgodba kar dobro odvija. Ti si obiskoval srednjo kmetijsko šolo Grm v Novem mestu, prav Tako, program ja. mesar je bil, ne? Je tako. Koliko sošolcev si imel? Skromnih 7 nas je bilo v razredi, vse smo bili pa tudi kombinirani slaščičari. Ampak kljub tem, da nas je 7 končali to šolo, mislim, da se sprav mesarijo ukvarjamo samo 2 sošolca, ki smo pač v vezah. Drugo gre pa vse v neke druge smeri, Se pravi, da res ni neke volje v tem poklici, ki bi bil kar potreben, glede na te razmere, ki so zdaj, Pač, če vidim svoj okolje, sem tle delč na okolje deni, pa pol malo naprej še eden, pa je pa fertik, Praviš, da ste bili malo kombinirani v slaščičari, oziroma so Ja. bile slaščičarke vmes? Tako, ja, več je bilo slaščičark. Pa 7 mesarjev. Tako je res, ja. No, pa tako je res. ste se dobro pokombinirali, ne? Ja, Sladko in slano gre. tako, pa kar se tiče učenja, so nas kar dobro naprej rinili, Spodbujali, ne? Tako, ja, mi smo bili bolj zadevni, tako kot zdaj. A je bil veliko praktičnega dela v srednji šoli? Drugače kar veliko, ja, saj to po mojem nas je še najbolj polulekli naprej, Pač učenje ni, vsaj za mene, Meni je bolj, jaz raje delam, ko pa papirje rihtam pa vse te stvari. Tako da praktično je bilo kar zanimivo. Zdaj, ti si se takoj po srednji šoli, si se že zaposlil, tako da imaš že kar nekaj let delovne dobe. Tako, ja. Najprej si delal v klavnici v Mokronogu. Tako, jaz mislim, da je bilo 2-3 dni po šoli, sem šel jaz takoj naprej. Mi je tam v klavnici šef, ki sem tudi prakso tam delal, in rekel, kva misliš, sem rekel, ja neč, idem šel na šiht, pa kar bo, Tako da sem se pred zaposlil, ja, 4 leta pa pol dobro sem bil v klavnici. Veliko se naučil, sploh izkušenj dolgo in vsega. Pa smo pa začeli doma razvijati to zgodbo, da bi imeli doma predelavo, pa to, da bi šli na več. Pol bo pa treba najti šiht, ki bo samo 8 ur, Pa smo pa mogli zamenjati, pa sem šel pa v plasto, ki pa vrečke delamo, pa folijo, pa take stvari. Je pa v Šentrupertu, ne? Tako, Ne to je v daleč Šentrupertu, tukaj, ja. Je pa to delo troizmensko, ne? Tako je res, ja, 3 izmene. Sicer ni tako težko, veš, da greš po 8 urah domov. 7 minut imam do šihta, kar je tudi zelo vrhunsko, Malo ki je tako. Lahko pa doma pa vse drugo delaš, Kako je pa to naporno, čisto fizično mislim, ker troizmensko pomeni, da imaš nočne, pa podanske, dnevne, kako Tako, pa ja. to z delom doma? Ja, to se pa moramo kar fejst usklajevati, Samo pri nas se na primer sobota, nedelja, vemo za cel teden naprej, kva se bo delalo. Vem, kako sem na šihti tisti teden in pol vse uskladimo s tem cajtom, Problem je edin, če pridejo vmes padalci, da kakšna stranka pride ali pa kakšen zasilni zakoli. Treba pol pa to nekam vmes oriniti, pa se pa pač malo prilagodiš, oziroma če se da potegnemo v noč, oziroma kakorkoli, Zdaj, ja, si rekel, da usklajevanje je najbolj pomembno, Ja. da to gre. Ampak pri vas se v bistvu že s predelavo mesa in z razsekom se ukvarjate že kar dlje časa, gre nekako iz roda v rod. Že tvoj dedek, se je ukvarjal Tako, z ja. mesarstvom. Začel je že moj starata, saj kakor mi je mami povedala, Posla pa ati pa mami to naprej pelala. Ko sem pa jaz šolo naredil, sem pa se odločil nekako, pa malo spodbojil k temu, da smo šli v resno to zadevo. Smo tudi vse papirje vzdignili, imamo prostorje vse zrihtane, vsa oprema je temu primerna, da se lahko predela čim več
mesa oziroma naredi čim več uslug v najmanjšem času, ne, da se čim prej naredi. Pa smo pa začeli to uradno, mislim, da je zdaj že dobrih 5 let ali pa 4 leta. Je res na polno to laufa in nekako je to vratalo z roda v rod. Upamo, da bo šlo še naprej. Ja. Katere živali pa imate vi pravzaprav vse doma? Na kmetiji imamo goveje živine, imamo 10 glav, pol imamo prašiče, tudi jih redimo po potrebi, neodvisno koliko jih nocamo za predelavo. Pridemo pa tam okoli od 3 do 7 prašičev, odvisno koliko se noca, sproti dokupimo še. Tudi kure imamo za jajca, pšance redimo tudi občasno bele. Tako da ni dolg čas. Ja, zdaj vi pri predelavi mesa, ne, v izdelke uporabljate meso vaših živali, pa tudi še dokupujete potem od strank okrog? Pač krog strank se res vsak let veča z meseca v mesec, več porabe po tem izdelkih, ker delamo veliko izdelkov. In enostavno imamo premajhno kmetijo, da bi lahko sam sebe zalagal z mesom, ne. Pa pač najrajši odkupujemo od okoliških kmetov, ker se mi zdi, da je to neko povezovanje kmetij, povezovanje mladih, da bi še drug dobili voljo do tega, da bi redili živali, da bi se lahko predelovali to v mesne izdelke, pa da bi jih probali čim več doma prodati, ne. In pol nekako tako daješ nekomu drugemu, tudi eni drugi kmetiji upanje, boš odkupil žival, on bo mu volil, da bo redil, pa da se pol probaš z vsem skupaj rasteti, ne, da vsi večajo, da ne samo mi, da probamo povezati čim več tega skupaj, ne. Celo lokalno okolje, ne? Ja, nekako tako. Zdaj ti se pa ne, kot sem tudi že povedal v uvodu, ukvarjaš pa tudi s prevozom živali v klavnice, iz klavnice, v bistvu ti opraviš celo storitev, ne? Če Tako, malo ta postopek, kako pravzaprav stranka te pokliče, kako potem steče Tako, postopek mi smo naprej? hoteli ponuditi pač na enem mestu čim več, ne. Tako, ko imajo trgovine, čim več izdelkov, da dobiš na enem mestu, smo hoteli mi ponuditi čim več uslug. Se pravi, stranka nas pokliče, pa pove, ta dan bi imeli mi razseg goveda oziroma določene živali pri vas. In pol jaz to vse uredim naprej. Pokličem v klavnico, se zmenim dol za datum, pa pridem po govedo, ga odpeljam. Če se dogovorimo s stranko, ga grem tudi v klavnico poj, pa domov pripeljam, ga razsekamo doma in pol zložimo v gajbice oziroma naredimo pakete, odvisno kako ima stranka želje, in odpeljal od nas končnim strankam, ne. Se pravi, da imamo pokrito od začetka do konca. In praviš, da je naročil, povpraševanja po tej storitvi veliko, sploh zato, ker je to res da se redko kdo s tem ukvarja? Ja, pač sploh, če gledam tule okoli, noben ne vozi živali, ne. Tako da povpraševanje glede tega je nepričakovano veliko. Tudi ni vsak človek za to, ne, pač ne smeš z živali bati, moraš vedeti, da se lahko marsikaj zgodi, ne, so beki, telice, krave, imajo roge, lahko te napičijo, karkoli. Moraš biti pripravljen na tisto, ki ne boš pričakoval, ne. Vozimo pa glih karkoli, no, pač iz štale v štalo, iz štale na pašnike. Največ se gre iz štale v klavnico, tudi konje vozimo zdaj po novem na tekme. Tako da Pa res različno. pač ja, tudi divje živali, kakšnega jelenčka smo že peljali sem, ampak je. Tako da se Kam kar ga pa dogaja. peljete? V bore, ne, da se zapirajo, zapirajo, ja, ko imajo reje pa to. Tako da res 2-3 dni v tednu, če ni, imam prikolice zapete, drugače pa skozi v poteki. Ja, ko smo se peljali k vam, ne, smo rekli, skoraj na 700 metrov nadmorske višine, smo dobesedno srečali srno, pa najprej še, ko bomo šli domov nazaj, bomo še kakšno, ne, se pravi, to je čisto običajno, ne. To je pri nas normalno, tako kot bi videl kravo na pašniki, pri nas vidi srne pa jelene, ne. Mogoče, če bi imel srečo tudi kakšnega medveda, sem to bi mogel bolj ponoči. Drugače pa ja, moraš merkati, da ne povoziš. Zdaj, Valentin, vi ste pa tudi izletniška kmetija. To zdaj v praksi pomeni kaj, da ste v bistvu kot na pol kmečki turizem, ali kako bi... Bolj smo šli v to zgodbo izletniške kmetije. Prej, bi rekel, 30 let nazaj je bil to ta glavna panoga na kmetiji, pač starate s tem začel in dober je lov, lahko tle okoli vprašate vsakega vejo, kje je to, kje so javorje, ne, po domače. Kako se kličete po domače? Javorje je vas po domače. Tako da vsi vejo, kje je ta lokacija, ampak pol si to s cajtama opustili, ker nismo pol več hrane kuhali pa to, ne.
In smo šli samo to, da imamo pač pijačo, če se pa prej zmeniš, dobiš tudi narezke. Ampak fora je bilo to, da smo se pol preusmerili bolj v mesarijo. Pač več se nam obrne, več imamo dol dela, kakor pa z gostilno, ne. Ampak obdržali smo jo pa zato, ker pač stranka pride po mesu, se usedi, kakšno rečemo, spije kakšen pir, 2, 3 in imaš pol pač na vsakem področju 1 evro ali pa 2, ne. In to na kmetiji pride zelo prav, ne, če se hočeš preživeti. Ja. Moraš biti pa tudi človek za to, ne? In kot Tako je družina res, sta za to, ne? Ja, moraš biti tako pač, da se pogovarjaš, ne, da se zamedeldi, pa se pa kar da nekako to. Ja. A pridejo kakšni pohodniki kot skupine tudi, ne? Ja, naprimer, tule dol blizu imamo slab Bena, ne, saj tudi v Voglarski poti tle vključen to slab, tako da marsikjer pride tle gor, parkira avto, grejo dol do slapa, pridejo nazaj, spijo kakšen pir, špricer, se kakšno reče, pa grejo nazaj domov, ne. Tako da se dogaja se skozi, ni nam dolgcajt, tako kot smo tako na samem. Zdaj, Valentin, rekel si prej, ne, da kot mesar moraš biti na nek način tudi rojen, zato moraš biti res zato, ker se lahko zgodi marsikaj, ne? Ja. Ko nalagaš žival, pa je gre dol, recimo si rekel, vse se pripeti, imaš kakšno tako zgodbo za nas, kaj bi lahko nam podelil? Kakšna taka zanimiva stvar, da se je zgodila, tako nepričakovana. Ti je šla že kdaj kakšna? Ja, to je bila kar taka zanimiva stvar. Prej sem si jaz prikolico sposojil, potem smo pa to zalaufali, sem pa iskal, sem našel svojo prikolico. In prva fora, ki smo jo peljala, brat mi pomaga nalagati, ne, ker smo zmeraj 2, pripeljamo do Klavence in nam je tam bik ušel, ne. Tako da smo ga na 2 ure smo ga lovili. Ampak ja, to je taka šola, ne, da moraš biti res previden pri tem, ne. Od takrat ni pol nobena žival. Ne, hvala Bogu, ne, za potrkati. Je bila dobra šola. Ne? Ja, Orenk, smo se kar sprehodili tam po bregi. Ja, če ste 2 uri, ja, pa še po bregih, ja. Valentin, ti si v družini, ne, že določen za naslednika oziroma prevzemnika. Torej, je potem, lahko rečeš, dovolj zaupanja strani staršev, oziroma kako ste se o tem pogovarjali, če daš na to svojo izkušnjo, ne, mladim danes, kako se o tem pogovarjate, recimo v vaši družini? Ja, nekako sem bil jaz že od majhnega zagnan, da se bo to, da bi večal, da bi širil, glih tako predelavo kakor kmetijo. In smo se pol tudi vmes, ko si to pač dejansko začelo tako odvijati, z bratom domenila, da pač kar bom jaz to lagal in da ne bo pol nekih problemov, ko bo prevzem, ne. In smo se tako zmenili, pač starši zaupajo pri tem, tudi vidijo, da sem zagnan in da se dogaja in da se povečuje, se posodablja kmetija, kakor se le da, ne. Tako da smo nekako se z lahkoto, se mi zdi, zmenili glede tega, no. Da ni bilo nekih problemov. Se pravi, to bo v bistvu sem še uraden korak. Tako, ja, pač trenutno je mami še zavarovana kmečko, ne, in dokler ne bo šla v penzion, pol potem bi se pa pač v kratkem zgodil ta dogodek. Ja, rekel si, ne, da imaš tudi načrte glede vlaganj, posodabljanja in tako naprej. Mogoče nam lahko razkriješ kakšen od svojih načrtov, če si želiš pravzaprav? V bistvu je tako, glih en teden nazaj smo še prenovili spodnji del predelave, tako da kar se tiče predelave, po moje smo prav dosegli tisti vrhunec, da bomo lahko predelali kar se da čim več izdelkov oziroma mesa, prodali pa iztržili najboljše cene, ne. Kar se pa glede drugega tiče, mora biti kakšna tiha želja oziroma v prihodnosti, da bi prišel v kakšno večjo trgovsko verigo s kakšnim izdelkom, kar se mi zdi glede trenutne prodaje, bi rekel, da smo kar uspešni, no, tako da me ne bi bilo glih strah, če bi to ratalo. Sigurno je pa ta prvi načrt gradnja hleva, ne. Upamo, da bo to drugo spomlad uspeli, da bi povečali živino, da bi čim več lahko doma pridelal mesa, ne, ker vsaka kupljena žival pomeni manj dodaten strošek, isto pri prevozu, isto pri delu. Se pravi, imam jaz osebno zaslužka, kar pomeni mi denarja za investicije, ne. Tako da, če bi imel pa svojo živino, bi lahko pa več denarja doma obrnil, kar pomeni večja rast kmetije oziroma uspešnost, ne. Je tudi zemlje dovolj tu naokrog? Zemlje trenutno imamo za svojo živino dosti, ampak me ni strah glede povečave, zato ker na žalost veliko kmetij zapira vrata, ne. Tudi v zadnjem obdobju sem vozil živino samo takih kmetij, ki so se vrata zapirale, tako da sem štale prazno na žalost.
Ampak mislim, da glede zemlje ne bo problem. Pač kjer bo hotel delati, bomo zemlje dost, tako da me je strah, da se bojo zapuščali hriboviti svetovi, oziroma se bregovi ne bojo več kosili, zato ker bo po lepem dost površin, ne. Tako da glede zemlje me res ne skrbi. Ja, kako pa ti osebno gledaš na to? Zakaj ti osebno vztrajaš na podeželju in se trudiš, ne, da je obdelano, da je urejeno, ker res vaša domačija, že ko se pripelješ na dvorišče, mislim, da tudi naši gledalci po fotografijah lahko videli, res je urejeno. Ja, trudimo se pač itak tudi zaradi obiska ljudi, ne, da imaš urejeno okolico, ampak kar se tiče kmetijstva, mislim, da to ti mora biti ponos, da boš ti delal na kmetiji, pa da boš ti nekam prišel, pa boš rekel, jaz sem pa s kmetije, ne. Zato jaz vztrajam na tem in pač vsakmu rečemo, zajbanci, pač kmetijstvo je prihodnost, pa tudi če marsikje tega ni dojel oziroma je ful proti, ne, pač glede, vsi vemo, kakšna je politika v Sloveniji, da so cene katastrofa, pogoji so katastrofa, ampak pač ja, moraš vztrajati, moraš imeti neko vizijo, da se vidiš v tej kmetijski smeri, da imaš rad živali, da se rad ukvarjaš s tem. V glavnem moraš biti ponosen na to, drugače po moje ne more to laufati. Kako pa gledaš na to, ne, ko pogosto poslušamo, slišimo, da kakovostno slovensko meso izvozimo, zato ker je boljša odkupna cena, v Slovenijo pa uvažamo meso, kjer se pa sprašujemo in dvomimo o poreklu. Ja, glede tega po moje bi se lahko pogovarjala še kakšen dan, ne. Zagotovo, Zato, ja. ker tlele noter je kar velika ta tema, glede tega odkupa, ne. Po moje je tako, pač kjer podpira slovensko, bo šel direktno do kmeta, ne, in s tem podprl kmeta. Tisti kmet, ki pa doma ne more prodati, oziroma nima strank, da bi to vse prodal doma, bo pa iskal pač najboljšo ponudbo, ne. In v tem primeru naša zadruga Kaze Trebnje, Krka, ponuja cene, ki jih izvažajo, ne, in pač tujina ponuja boljšo ceno kot slovenski trg, ne. In s tem, da ima kmet nekaj od tega, bo itak ponudil tistemu, kjer mu bo dal največ denarja, ne. Se pravi, gre vse v tujino. Je pa problem pri tem, da naprimer pa pol slovenski trg, da bi pa stranke kupovale meso v trgovinah, hoče imeti pa čim nižje cene, ne. In s tem, da so trgovci konkurenčni tem, oziroma potrošniku, da je konkurenčno potrošniku, mora pa uvoziti meso, ki je pač tam cenejše kot v Sloveniji, ne. In pol smo to v bistvu, so potrošniki sami krivi, ne, po moji logiki, ne. Težko je biti pameten, ampak mislim, da je tle kar problem potrošnika, no. Zdaj, če bi vsak vedel, da bi šel k kmetiji pa ga podprl s tem, da pri njemu kupil ni važno ali meso, pač ki je moj foh, oziroma zelenjavo, vemo, kako se dela po svet, ne. Ali pa sadje, bi po moje to malo lepše laufalo v Sloveniji, ne. Se pravi, ja, vsak lahko stoji za svojim. Praviš, da najbrž da slovenski predelovalec res lahko stoji za kakovost. Ja, jaz mislim, da lahko, ja. Pač, če gledamo na svojo kmetijo, sem prepričan, da za vsako stvarjo stojim 100%, 110%, da je pač izdelek dober, meso kvalitetno in mislim, da lahko tudi moje stranke povejo, da kar pri meni dobijo, oziroma pri nas doma dobijo, je roba taka, kako mora biti, tako da sploh ne gruntamo v tem uvozu oziroma izvozu hrane nekam drugam, ki lahko doma prodamo še pa še. Zdaj pa čisto osebno vprašanje, Valentin. Kdaj se nazadnje jedel meso, ki ni bilo iz vaše kmetije? Se sploh spomniš? Ja, mislim, da težko povem, kdaj točno. Ampak ja, mislim, da že res dolgo cajta, ne. Sploh, ker tudi glede na to, da delamo veliko sort salam, tirolke, hrenovke, imamo tudi svoje mesne sire. Tako da enostavno res, mogoče kakšna salama kdaj zadiši, ki ne delamo doma, drugače pa čez domače je ni. Čez domače je ni, ne. Valentin, kaj pa tvoj najljubši mesni izdelek, a? Ja, težko bi ga našel. Težko, ne? Lahko našteješ še enih par, no? Kaj pa vem, no. Kaj je najbolj? Klobasa, salama? Po moje suha salama, pa moja tirolka, ki smo jo doma kar lepo dodelali, no. Po lastni recepturi? Ja, malo smo kar nekaj receptov probali, ampak na koncu pol smo naredili po svoje, ampak je to še najbolj užgal, pa sigurno mesen sir s sirom, ne, to je pa po moje nekaj najboljšega. Aha, sir pa meso, ne, to Ja. se lepo dopolnjujeta, ne. Ja. Veš kaj, še eno tako vprašanje, ne, včasih si tudi sam prej omenil delo z živalmi, pa tako, ne.
A pa te kdo kdaj vpraša, pa se ti smil delo z živalmi, ne? Ker pač je poklic specifičen, Ja, ampak enostavno brez tega ne gre, ne? tako je res. In- To moraš sprejeti. Ne. To dojameš, že ko greš v šolo, po mojem. Sej, če ne bi bil za to stvar, po mojem, tudi ne bi šel v to šolo, ne? Oziroma to smer. Veliko mi jih vpraša, se ti smil, kako lahko ti sploh zakoleš žival. Ne? Ampak meni je to enostavno. Meni je glih tako, kot bi en rekel, ja, gremo zdaj pa na pier ali pa gremo na sladoled. Meni je to isto mi je ubiti žival. To je njihova zgodba. Redimo žival, ubijemo, žival je pol za človeka in to je to. Predelamo in to je najboljše, kar lahko od nje stržiš. Ne? Samo enostavno moraš biti človek za to. Nisem nič drugačen od drugih, ampak meni je to rešena stvar. Ne? Pa so tudi načini humani, ne, danes, To da itak, se ja. žival ne muči. Ne? Tako je res. Itak so doktorji vse posod zraven, tako da te preverijo sem in kje. Tako da mislim, da tle nehumanga, kar ne more že biti. No. Ja, seveda je hrana pa od nekje mora priti. Ne? Seveda, ja, naraste to na drevesi, ne, meso. Točno to. Valentin, še enega področja se bomo dotaknila in sicer ti rad delaš, ne, tako stroj z mehanizacijo in dosti stvari tudi sam popraviš, ne, si kar sam svoj mojster. Ja, če se da, bomo kar doma zrehtali. Ja, če boš delal vse z nekimi mehaniki, pa to v teh cajtih, ki toliko enih strojev za vsako stvar, po moje, lahko pa sam za njih delaš. Ne. Moraš se kar znajdeti na kmetijah. Je pa res, da meni daš traktor, pa noter moska, pa lahko jaz grem cel dan, ni problema. Delamo z veseljem. No, ko si omenil ravno traktor, ne, v zadnjem obdobju kar precej poročamo ali pa poslušamo o nesrečah, ne, v katerih žal umirajo tudi mladi kmetje. Pa me zanima, glede na območju, na katerem smo, kjer je precej hribov, dolin in bregov, kako pa ti poskrbiš ali pa vi poskrbite za varnost? Ja, tle mislim, da je težko biti pameten. Ne. Res, da smo skoraj na 700 nadmorske višine in bi lahko rekel, da edina ravnina je v kuhinji na mest. Ne. Ampak ja, pri nas je to vsakodnevno. Ne. Veš, da si v bregi, veš, da moraš biti previden. Je pa sigurno ena stvar, da moraš imeti spravne stroje. Če nimaš lajfov, lahko pozabiš na te, da boš obdeloval gume dobre, oziroma da greš z glavo na zabavo. Ne. Moraš vedeti, kje so meje. Po mojem boljš, da te je malo prej strah, pa da greš malo z grabljem ali pa na roke narediti, kakor pa da riskiraš svoje življenje, pa traktor ali pa kakorkoli moraš delati. Ne. Po mojem bolj tako. Si imel kakšno tako situacijo, kjer je bilo kakšna, ne rečem, da je prišlo do nesreče, tako da se kdaj si se ustrašil ali pa karkoli? Ja, bili so zdrsi, so si traktor zakopal ali pa kaj takega. Ampak hvala Bogu, da bi rekel, da smo se prebračali, glih ne. Tudi probavamo v tej smeri kupovati mehanizacijo za naprej. Ne. So tudi v plani par stvari takih gorskih, da se bo olajšalo, pa da malo zgubiš, bi rekel, straha, da se bo bolj varen peljati, pa delati po teh površinah, ki jih imamo. Ne. Ja, zdaj še omenjava malo brata, ne, poleg staršev, še brat Miran se, on tudi vključuje v delo na kmetiji vašo in vse je tudi... Sploh kar se strojnega dela tiče, smo kar oba dva zagnana, ne, tisti ni problem, tudi pri mesariji pomaga, ni problema, pri prevozih ga imam zraven. Se lahko nekako najbolj zanesem na njega, on ve, kva dela, jaz vem, kva delam in krava je gor v momenti, ne, na prikolici. Tako da nima nekih problemov, kregamo se tudi zelo malo, tako da je kar za pohvaliti. To je lepo slišati. Zdaj, ko greš pa ti na kakšen prevoz ali pa kaj, pa oče in mama tudi v vaši mesnici oziroma v predelovalnici naredita svoje. Veliko se tako naredi, da pol leta, bi rekel, imamo gužvo. Ne. In pridejo tudi dnevi, ki treba vmes, delamo v mesnici narediti kak prevoz, oziroma se to dogovorimo doma. Ne. Pa da doma vse štima, pa da jaz lahko prevoz naredim, pol ati pa mami postorita, oziroma tudi brat pomaga v mesnici, da grejo tam stranke čez, da se tam vse naredi. Jaz grem ta cajt kakšno furo narediti, tako da z večjih strani pol zadovoljimo stranke, ne?
pa da smo, ko bi rekel, te mažorni, ne? Da pač čim več probamo narediti, ker vsi so zdaj narejeni na cajt, ne? Vsem se mudi, pa ni važno, ali si na kmetih, ali si doma, kakorkoli, treba hiter, ne? Vsak hoče takoj, ne? Ja, vsi so narejeni dobro. tako, ja, sej sem jaz isti, ne? Ja, saj. Ja, Ja, potem lažje človek razume. ja Ne? to za Če je sobet ni to- problem, ja, tako da. Daj pa povedati še kaj o druščini, pa o družbi, pa o prijateljih. Ne? Ti si tudi član društva Podeželske mladine Hribci. Ja. Zdaj, kako pomembno se ti zdi, da ste mladi zbrani v enem takem društvu, kjer delite iste poglede, iste vrednote? Ja, meni se zdaj tale društvo kar fajn, no. Sicer glede tega najbolj, da se mi zdi, da tam not smo res vključeni taka mladina, ki je zagnana za kmetijstvo, ne. Da se z njim pogovarjati o kmetijskih zadevah oziroma v tej slovenski politiki kmetijstva. Najbolj se mi zdi pa to, ko so tele druženja, pa to, ne, tudi z drugimi društvi oziroma te kmečke igre pa to. Tam spoznaš nove ljudi oziroma nove obraze, s tem pridobiš nova poznanstva, tudi tem verjetno tudi nove stranke oziroma večji krog poznavanja dobiš, bolj se lahko širiš, ne. Več ljudi, več ve, več poznanih in se mi zdi, da lažje prideš na kakšen nov trg, lahko več ponujaš pol. Ne vem, meni se zdi to kar v redu, no. Ja, enega vašega kolega, ne, iz vašega društva smo že imeli, mislim, da drugi sogovornik, ne, Aha, Tomovec. ja, se Imajo kar pa malo dobro drugo poznamo. dejavnost, ne? Ja, tam Ja, malo se dobro drugače. poznata. Ja, dobro se poznamo, tam imajo drugo stran delajo, kakor pri nas, ampak ja, smo kar dobri. Ja, sej, imate tle, ste precej, imate tudi gozda okrog, ne? Ja. Imate tudi svoje drva, svoje Ja, gozd? pri nas imamo tudi dobrih 14 hektarjev, imamo hvoste, tako da kar se drv tiče, mislim, da ni problem. Valentin, ne, za dobro druščino, ne, je vedno dobro, če je kakšna glasba zraven. Ja, Če je tudi, ja. intimen, da si tudi zaigral v preteklosti kaj, ali še tudi kaj zaigraš. Ja, sem bil kar navdušen na to harmoniko. Sem jo hotel imeti že od majhnega, ampak nekako sem se odločil, sem jo za prvo plačo sem jo kupil. Se pravi, za prvo plačo si kupil harmoniko Tako, v ja, jaz sem- 18 letih. Tako, še pred 18 letom, ne, jaz sem šel že pred 18 na šiht. Pa sem pa to na parih feštah smo bili in sem harmonike igrali, sem rekel, je bend ištel v mest, pa to tem kaj špelov. In sem jo za prvo plačo kupil, pa sem kar dobro na vaje hodil. Aha. Samo pa se je pa tale poslovna pot, kako ćemo reči, začela odpirati. Odpirati, ne, pa Ja. malo časa Pol je pa zmanjkalo. časa zmanjkalo, ja, in pol zdaj je že to problem bilo usklajevati, tako da zdaj nažalost na vaje sploh ne hodim več, kdaj še kakšno zašpelamo, če smo kje na kakšni fešti ali pa tako. Drugače pa takoj pršen. Katero skladbo si pa najprej zaigral? In to je bilo Spomniš? sigurno Divje kri od Vandrovcev, to se spomnim, ko bil včeraj. Aha, Tako da lepo. tudi zdaj, če bi bilo most, bi po moje ta prvo testo zaigral sam, kako bi si šlešalo, pa težko vedeti. A kakšen takt mogoče se dalo slišati pol po pogovoru? Ja, Da bi- mogoče, ne, če bo dobra volja. če bo dobro. Ja, obiskujete tudi kakšne veselice v teh koncih s prijatelji? To je to je kar obvezna stvar, po moje, no. Zato, ker edini Freizeit, ki ga imam, po moje, je to, da gremo s kolegom nekam na pier, oziroma kakšno tako kmečko rečemo, ki itak drugih tem se kar težko lotimo, no, kmetijsko je tista ta prava. Drugače pa veselice obvezno, veselice pa kakšna fešta. No, mogoče zdaj, ko smo čisto pred koncem, ko si omenil ravno, da malo politiko in vse to, ne. Recimo, če bi imel pa ne čarobno palčko, ampak če bi imel odločevalcem, ne samo v Sloveniji, tudi tam v Bruslju ali pa kjerkoli, če bi jim lahko eno stvar položil na srce, pa bi rekel, ne vem, da se vključi zdrav kmečka pamet, ne. Ja. Kaj bi jim najprej rekel, oziroma kaj naj najprej poskrbijo, kaj naj najprej uredijo? Jaz bi sigurno, če bi se dalo, da bi dali več na kmetijstvo, zato ker mislim, da kmetijstvo drži svet gor, ne. Od tega ljudje živijo, tako da sigurno bi mogli dati več na kmetijstvo, da bi bilo več mladih v kmetijstvu vpetih, ne, da bi sploh imeli voljo delati na kmetijah. Ker veliko poznam takih, ki so bili na kmetijah, pa zdaj niso več, ne, oziroma sploh nimajo volje, da bi delali na kmetiji, ne. Se mi zdi to kar velik problem za to, sploh kar se tiče Slovenije, ne.
Ja, res, delež prevzemnikov, ne, po zadnjih podatkih, menda še manj kot 4% mladih do 35 let, ne, Je res tako. je kar zaskrbljujoče. Saj tudi, če malo razpise spremljate, ne, se vidi, koliko denarja v bistvu ostaja od teh razpisov za mlade prevzemnike. Ne. Jaz mislim, da je tle velik problem papirnata vojska. Ne. Vsak se ustraši papirjev, velikih je za reševati. Mogoče so tudi na kakšnih kmetijah starši krivi, da ne dajo takoj dobre volje, oziroma da jih ne vpletajo v to kmetijsko stvar. In pol na koncu, ki bi pač mogli prevzeti, ker so starši stari, se mi pa zdi, da pol nekako že tam mladim zmanjka volje, ne? Da bi šli v traktor, da bi bili cele dneve v traktorji, da bi šli k kravam, da bi se ukvarjali z živino, oziroma s prašičerejo, kakorkoli gledamo. Tako da mislim, da je tle kar velik problem. No. Manj bi mogli imeti pogojev, pa bi po moje več kmetov šlo na razpise, pa bi se še kakšna kmetija obdržala glede tega, po moje. No, ampak ti praviš, si optimističen, ker praviš, kmetijstvo je prihodnost. Sigurno, v vsakem primeru kmetijstvo je prihodnost in pri nas bomo večali, bomo se posodabljali, tako da jaz ne mislim drugače, sem optimist, mora ratati v vsakem primeru. Če ne pa malo potrpiš, malo zobe stisneš, ne? Imamo tle soseda, ki je zmeraj prav, bo kar treba, ne bo drugače. Ja, Valentin, všeč mi je tvoj optimizem in čisto za konec sem pripravil še 5 takih hitrih vprašanj, pa te prosim za take kratke odgovore oziroma asociacije, ki ti pridejo na pamet, ko boš slišal za to vprašanje. Prvo vprašanje je, zakaj je biti mesar tvoj sanjski poklic? Zato, ker to je sanjski poklic. To sploh nemamo kaj debatirati. To je to in to mora biti to. Pač to moraš vedeti, ko si začel in nehal boš takrat, ko boš fertik sam. To je sanjsko. Ja, zdaj glede na to, kar si odgovoril, ti bom vsegli zastavil drugo vprašanje. Če bi lahko za en dan zamenil svoj poklic, s katerim bi pa ga? To mislim, da bi bilo kar težko glede na to, da smo zdaj toliko vpleteni v to, ampak če bi že mogel meniti, po moje bi bil kakšen mehanik. V glavnem jaz bi mogel imeti mastne rakije, pa bi bil kar zadovoljen. Katera vrsta mesa ti je pa najljubša in zakaj? To je sigurno prašič, zato ker lahko iz njega naredim tako dobre izdelke, da so še drug zadovoljen. Na katerega si najbolj ponosen? Sigurno na tirolko. Tirolka, sem že rekla, ja. Ja, kaj pa najljubša jed nemestnega izvora? To bo pa sladoled brez vsakega vprašanja. Ne? Mora biti pa polet, pozim, nima veze. Važno, da je sladoled, okus sploh ni važen. Lepo, lepo. Ja. In zdaj še eno tako vprašanje, ki ga zastavimo tudi kar vsem, in sicer, kaj ti pa pomeni družina? Meni pomeni družina vse. Zato, ker ta prvi so, ki se lahko zaneseš na jih. Če bomo kakšno stvar delali, delamo skupaj. Če bomo kakšno stvar rihtali, pa če bi kakšno stvar kupovali, bojo ta prvi, ki jih bom jaz vprašal, bi bilo to, ne bo to, me podprejo pri tem, tako da meni pomeni vse. Pač skupaj delamo in to je to. Super, Valentin, mislim, da nimamo več kaj dodati. Zelo lepo si zaključil to svojo misel glede družine tudi, ki je zelo pomembna. Seveda je fajn, da imaš svoje želje, svoje cilje, ampak hkrati se pa zavedaš, da si v okolju odvisen od drugih. Če nimaš podpore, boš težko ali vodil kmetijo, ali delal karkoli, ker sam v teh cajtih ne moreš nič. Morajo biti vsaj trije, pač, da te podpirajo, oziroma starša, in mislim, da lahko s tem narediš pol velike celje. Ne? Hvala lepa, Valentin. Jaz res želim tebi in vašim domačim, da peljete to uspešno kmetijsko zgodbo še naprej. Vse dobro, še veliko dobrih izdelkov, ne? Takšnih in drugačnih podvigov, ter vse dobro in bomo rekli, da se oglasimo v neki drugi priložnosti spet. Ne? Ja, tako, ja, upam, da boste še kdaj prišli, glede na to, da je bilo tole res nepričakovano, tako da hvala lepa za obisk, pa se še vidimo kdaj, po moje. Hvala lepa, pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste naju poslušali. Z vami sva bila Valentin Majcen in Marko Mesojedec.